Ključni deležniki v slovenskih logističnih in dobavnih verigah so na Nacionalnem logističnem forumu predstavili dobre prakse ter izmenjali svoje poglede na izzive, ki jih pred panogo postavljajo sodobni globalni trendi. Digitalizacija z avtomatizacijo vseh vrst poslovnih procesov in rešitve moderne tehnologije odpirajo nove poti za hitrejšo odzivnost in s tem za izboljšanje uporabniške izkušnje, pri tem pa znižujejo stroške in povečujejo varnost in zaupanje uporabnikov v preskrbovalnih verigah. Logistika je ne samo v Sloveniji povsod pod močnim pritiskom zahtev trga, zahtev naročnikov, prejemnikov, infrastrukturni problemi so. Je pa zelo odvisno od tega fizičnega sveta. Torej, v logistiki je treba fizično robo prepeljati z ene na drugo točko po fizični infrastrukturi. Hkrati je veliko nekih tehnoloških novosti v smislu avtonomnih vozil, umetne inteligence, digitalizacije in je logističnim podjetjem pravzaprav težko vse to združiti, hkrati biti učinkovit. Torej, to je namen današnjega foruma, da zberemo ljudi v Sloveniji, ki se s tem ukvarjajo in da cela logistika v Sloveniji napreduje. Kako sta povezani logistika in digitalna tehnologija, kje se tu lahko podpreta, si pomagata, kje so trendi v prihodnje? Zdaj, predvsem, kje mi zaznavamo to povezavo, je, da nekako tehnologija pomaga povezati vse te različne procese in sisteme. Danes imamo vse avtomatizirano, skladišče, vozni park, vse, ampak te sistemi med seboj pa niso povezani in tukaj mi vidimo glavno, oviro, kako te sisteme povezati v enega, da delujejo kot celota. Ker nekako soočajo se danes podjetniki s tem, da imajo en sistem za upravljanje prometa, en sistem za skladišče, en sistem za naročanje, in to predstavlja kar veliko nekega dodatnega dela v podjetjih. Z povezovanjem teh sistemov v eno, kot v eno platformo, v en ekosistem, nekako pa to dosti olajšalo in pohitrilo procese. To že deluje na nekaterih segmentih, zdaj mi se trudimo, naprimer tudi z logistično platformo, nekako povezati VMS, TMS sisteme v eno platformo, sistem naročanja in ERP sistem proizvajalca, se pravi, da 4 točke združi v eno točko, kar pomeni, da lahko iz enega nadzornega okna upravlja z vsemi 4 sistemi. Nekako to so zametki, začetki, ko bo pa nekako to povezano v celoto, Evropo, svet, potem pa lahko rečemo o nekem konkretnem koraku naprej. Pomemben del logistike je tudi medoperabilnost, se pravi, da se sistemi med seboj povezujejo in delujejo. Kako so pa zdaj tukaj standardi, kakšna je njihova vloga, pomen, kje je treba biti pozoren? V GS1 organizaciji delamo na različnih področjih in transport in logistika sta sigurno ena od tistih, na katerih posvečamo veliko pozornosti. In tukaj opažamo, da je veliko priložnosti še, kako se med sabo vsi deležniki v preskrbovalnih verigah tudi povezujejo. Osnovna stvar je jezik komuniciranja, tako kot ga mi vidimo, in ta jezik komuniciranja so po našem mnenju standardi, ki jih v GS1 organizaciji razvijamo skupaj z uporabniki in jih tudi poskušamo nekako dati v uporabo po celem svetu. Ti standardi nam omogočajo, da vse te informacije, ki so v preskrbovalnih verigah, so kvalitetnejše, kakovostnejše. S tem omogočamo, da je sama logistika, sam transport lahko tudi zanesljivejši, predvsem pa preglednejši, kar se tiče pretoka blaga in tudi samih informacij. V zadnjem času nekako vidimo, da so novi trendi in sicer ni dovolj v logistiki in transportu, da govorimo samo o neki sledljivosti od točke do točke, ampak da dejansko naredimo pregledno verigo preskrbovalno vsem, ki so v to verigo vključeni. Zato se lahko uporabljajo tako imenovani GS1 EPC-ES standardi, ki nam opredeljujejo dejansko vsak posamezen mikrodogodek, ki se lahko zgodi v neki logistiki, v neki transportni verigi. No in tukaj mi ocenjujemo, da je še veliko rezerv in da lahko skupaj naredimo več, če vse res te deležnike povežemo in da nekje tudi prevzamejo ti deležniki, da je ta univerzalni jezik res potrebno tudi implementirati. Kako pa vi vidite izzive, ki jih predstavljata skupaj logistika plus digitalizacija v prihodnosti?
Če res na kratko povzamem, mi v družbi BTC smo dejansko usmerjeni, pa tudi vizija je, da gremo v smeri odprte družbe. To je cilj in res lahko rečem, da tudi sama strategija za leta 2020 in tudi naprej in ti korake, ki smo naredili, to govori, da v to smer gremo. Če se pa navežem na logistiko, je dejstvo, da v zadnjem letu, dveh in tudi za usmeritev za naprej je dejansko, da gremo v smeri digitalizacije posameznih procesov. To pa je za nas tudi velika prednost, saj je bilo ravno na kongresu tudi rečeno, da je velika problematika prav na kadrovskem področju in ravno v tej smeri bi s to, recimo, avtomatizacijo, kot rečemo sedaj digitalizacijo, to rešili. Tako da glavni projekti, ki jih imam jaz danes na logistiki zasnovani, grejo v smer teh digitalnih platform. Ko govorimo o rešitvah za transport v svetu in pri nas, kje so v svetu tisti trendi, tiste dobre prakse, ki bi jih morda bilo dobro, vredno posnemati? Kar vidim, kar se dogaja v vseh teh državah vzhodne Evrope, je, da se prihaja do močne koncentracije vseh logističnih izvajalcev, do konsolidacije na tržišču, kjer bodo na tržišču dolgoročno ostali večji izvajalci logističnih storitev, ki se morajo pa seveda medsebojno integrirati in zagotoviti transparentnost prevoza blaga po vseh logističnih poteh. To jim omogoča neprestano vlaganje v digitalno transformacijo, kjer je tudi podjetje SAP zelo prisotno z vsem logističnim portfeljem produktov, ki pokrivajo od začetka do konca oskrbovalne verige vse potrebe podjetij za oskrbovalne procese. Kaj se dogaja v tujini, bi lahko rekel, da je ena izmed zelo zanimivih referenčnih zgodb, ki bi jo rad povedal in kar je verjetno tudi priložnost Slovenije kot takšne, je referenca, ki se dogaja v Švici, podjetje Cargo-Süd-Terrain, ki je letos na začetku leta dobilo okoli 100 milijonov finančnega vložka za izdelavo projekta, kjer bodo v Švici izkopali pod zemljo tunel med Zürichom in najbližjim kantonom, kjer bodo pod terenom zadovoljevali vse logistične potrebe za povezavo v Švici. Švica je majhna dežela in ceste so zasedene, železnice so zasedene in iščejo nove alternativne poti. Pri nas se pa vidi, da prihaja do konsolidacije, prihaja do digitalne transformacije vseh logističnih izvajalcev, povezujejo se nacionalna infrastruktura, ki zadošča za logistiko in povezujejo se izvajalci logističnih storitev. Tu bo mogli priti do zelo močne povezave med njimi, izmenjave vseh informacij, transparentnosti in seveda osredotočenost na končnega potrošnika. In to je ena izmed nujnosti, ki bo zahtevala pri logističnih podjetjih, da vpeljajo to digitalno transformacijo, da izmenjujejo med sabo vse podatke, da se povezujejo in na ta način omogočajo končnemu potrošniku čim boljšo izkušnjo pri njihovem prenosu blaga iz točke A v točko B. Kje trenutno smo, kje vi vidite prihodnost za cestninjenje v Evropi glede na razvoj infrastrukture in razvoj tehnologij? Trenutno je DARS vzpostavil sistem elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku za vozila nad 3,5 tone, imenovan DARS Go. Sodoben sistem omogoča tudi uporabo podatkov in pa izmenjava podatkov za storitve z dodano vrednostjo in v tej smeri glede na nove tehnologije, ki se sedaj pojavljajo, od pametnih vozil, samovozečih vozil in posledično uporabe podatkov, napovedovanja prometov in podobnih stvari, vidimo velike možnosti in pa potenciale in pa tudi odgovornost DARS-a, da ustrezno omogoči svojim uporabnikom varno, predvsem varno, po drugi strani pa možnost, da čim lažje in čim bolj kvalitetno lahko izvaja svoje logistične storitve. Postavitev tega sistema nam je dala dobro podlago. Lahko rečem, da smo glede razmislekov in pa pripravljenosti v tem trenutku ob boku vsem v tem evropskem prostoru. V prejšnji teden sem bil na konferenci mednarodni, kjer lahko rečemo, da smo v nekaterih stvarih krepko pred Američani.
in mislim, da imamo dobro podlago, da lahko še naprej kvalitetno to izvedemo in pripravimo za naprej. Kakšni izzivi stojijo danes pred Pošto Slovenije? Definitivno so pred Pošto Slovenije veliki izzivi. Od leta 2011 se srečujemo z upadom univerzalne poštne storitve ali po domače rečeno navadnim pismom. Do tega leta je bil to core business Pošte Slovenije in seveda v sami strategiji smo si zastavili izjemne izzive. In sicer, da gremo, kot vemo, pisemske pošiljke bodo padale, gremo pa sedaj v področje podpore, logistične podpore e-commerce, torej internetni prodaji, potem same logistike in seveda tudi IT rešitev, kot je digitalizacija gradiv, ker vemo, da v prihodnosti brezpapirno poslovanje, e-arhiviranje, tako da gremo sedaj v te 3 stebre iz prej klasičnega poštnega operaterja v sodobno logistično in IT podjetje. Kako ste vi zadovoljni z slovensko logistiko? Kje vidite prihodnost, kje so težave, kje rešitve? Zdaj osebno bi mogoče malo razširil stvari, ker zdaj logistika se smatra v Sloveniji skladiščenje in transport. Logistika je v bistvu premagovanje prostora in časa in je treba to širši kontekst gledati. Tudi logistika prihajanja na službo, uporaba nekih prostorov in tako dalje. Tako da logistika je v bistvu tudi svojo privatno življenje, kako si ga organiziraš. Če bi te stvari rešili, potem bi mogoče sprostili ceste za tisti nujni promet, ki ga rabimo. Zdaj fiziki so rešili fizikalne probleme, tehniki so rešili tehnične probleme, mi pa nakladamo pa prevažamo. Danes, ko nakladamo, vozimo, pa vemo, da razdalje so konstanta, da pričakovanja in želje so konstanta, vedno s čemer se borimo je pa čas. In seveda, ker vsi želimo v istem času iste stvari, potem pride do nekih gostišč. In reševanja nekih gostišč je mogoče včasih problem in nehati živeti v neki iluziji, da je vse možno just in time, nekatere stvari včasih je treba narediti tudi na rezervo. Je logistika v bistvu ena taka umetnost uravnoteženega koriščenja resursov, ki jih imaš in jih izkoristiš, tako da je vsem najbolj prav. Gospod Svetek, ste zadovoljni, da je prišlo do nacionalnega foruma logistike? Ja, seveda, jaz sem zelo zadovoljen zato, ker so taki forumi, kjer se izmenjujejo pogledi na določene probleme ali pa določene izzive zelo pomembni in jih je treba podpreti. Na Združenju za promet podpiramo vse take iniciative in pričakujemo, da bodo udeleženci odnesli iz tega foruma veliko novih idej. Teme so izjemno zanimive in ta digitalizacija, ki je zdaj sicer to neka modna beseda, je pa bodočnost in brez tega ne gre. S takim forumom, bi rekel, kažemo, da smo Slovenci pripravljeni na te izzive. Forum je potekal 12. septembra 2018 v Kristalni palači BTC v Ljubljani. Dogodek so organizirali BTC Logistični center, Špica, ZZI in GSN Slovenija.